hitro in dobro izdelano 400-tonsko dvojambornico Pilgrim so v San Francisco opremili za ribolov na kite v morjih južne poloble. Ladja je bila last bogatega gospoda Jamesa Weldona iz Kalifornije. Plula je pod poveljstvom preizkušenega kapitana Hala, ki je bil tudi pogumen harpunar. Posadko je sestavljalo 5 mornarjev in 1 vajenec. 22. januarja leta 1873 se je ladja Pilgrim pripravljala za odhod iz Nove Zelandije v Ameriko. Zadnji trenutek so se vkrcali še potniki, ki običajno ne potujejo z ribiškimi ladjami. Pripravite ladjo za plovbo. Potniki so prišli. Spustite jih na krov. Mnogo prtljage imajo. Poskrbite, da bodo dostojno sprejeti. Gospa je žena lastnika ladje. Tudi otrok je z njimi. Ja, otrokova bolezen jih je zadržala, da niso mogli odpotovati s potniško ladjo. Pozdravljeni, kapitan. O, moje spoštovanje. In deček je vzdravel. Komaj čaka, da odplujemo. In to je moj bratranec, Benedikt. Čast mi je, kapitan. Čast mi je, da sem vas poznal. Slišal sem o vašem znanstvenem delu. Moj stric je Timoro. Raje reci, da gospod Benedikt proučuje žuželke. Žuželk je mnogo vrst. Jaz sem samo skromen proučevalec mnogo celičarjev. Ste na Novi Zelandiji uspeli izpopolniti vašo zbirko? Našel sem novozelandskega stifilina, mesojedo žuželko z očmi na vrhu glave. Ja, zelo zanimivo. Zelo zanimivo. Joj, pazite na mojo dragoceno zbirko, pazite. Veste, moj bratranec je malo čudaški, pravi znanstvenik, ampak dobrega srca. In tu je... Joj, gospa Weldon, nič me ne poslušajo, pa že obleke in ostalo. Pazite vendar na prtljago, gospe Weldon. Samo najnujnejše sem vzela s seboj. Da, to je Nan, naša črna služabnica. Vse življenje je že pri naši družini. Baba, rad si bi ukradel radio. No, zato bo še dovolj časa. Kar v mojo kabino nesite prtljago gostov. Jaz se bom preselil v častniško kabino. Razumem, kapitan. Gospa Weldon, vesel sem, da potujete z našo ladjo. Tudi ribiška ladja... Gospod kapitan, moj mož vam povsem zaupa. No, na ladjo se povsem zanesem. Samo najbolj udobna za potnike ni. Videli boste, da se ne bom pritoževala. Kar odrinimo, gospod Hal. Dvignite križno jadro. Razumem, kapitan. Dvignite sidro. Ladja pripravljena za plovbo! Dvignite bočno jadro. Z razprtimi jadri se je ladja usmerila proti ameriški celini. Toda kmalu po odhodu so močni vetrovi prisilili kapitana, da je ukazal razpeti spodnja jadra. Tako so lahko pluli proti vetru. Na ladji je bilo poleg kapitana še 5 članov posadke. Doma so bili iz ameriške obale, iz Kalifornije. Skupaj so ribarili že 4. Edino ladijski kuhar Negoro je prvič plul z njimi in o njem niso vedeli prav dosti. Član ladijske posadke je bil tudi ladijski vajenec Dick Sand, sirota iz New Yorka. Dick je bil živahn in razumen. Z malim Jackom sta se takoj spoprijateljila. Pridi, Jack. Greva na palubo. Zakaj so pa vrvi tako napete? Veter piha z nasprotne smeri. Ladja je ves čas nagnjena. Ladja je dobro obtežena. Ne bomo se prevrnili. Ali je pred nami otok? Na odprtem morju smo. Kaj nekaj vidiš? Nekaj je v morju, prav pred nami. Razbitina. Veter jo žene proti nam. Hej, razbitina v morju!
Le kaj ne bi to bilo? Zapuščen splav. Ja, to bo prevrnjen trup ladje. Kaj pa, če je kakšna velika žival? Ne bi rekel. Kaj pa je po tvojem, Dik? Prevrnen trup, kakor je rekel kapitan. Zdi se mi, da vidim, kako se bakreni gredelj sveti v soncu. Mar, popusti za četrtino, da se bomo ustavili ob razbitini. Res je prevrnjena ladja. Kaj, če je v njej dragocen tovor? Tovor na razbitini pripada tistemu, ki ga najde. Ladja je obrnjena na bok. Čudno, da se ni potopila. V desnem boku je luknja, kot da bi v ladjo nekdo zadel. Upajmo, da se je posadka lahko pravočasno rešila. Morda pa je posadka ladjo zapustila z rešilnimi čovni. Toda tu smo daleč od ameriške celine, kot od otokov Oceanije. Najbrž nikoli ne bomo izvedeli, kaj se je zgodilo. Poslušajte! Poslušajte! To je pes! Rešiti ga moramo! Pustite čovno morje! Zaveslajte proti razbitini! Po obliki bi dejal, da je bila ladja grajena v Ameriki. Ja, bo kar držalo. Poglej, tu piše Valdek. Tako se je imenovala. Pes kar naprej laja. Morda pa so na krovu še preživeli. Skoči, kuža! Skoči! Čakaj, kuža! Potegnil te bom v čoln. Daj mu vode, žejen je. Še nekaj nam hoče povedati. Tako so preživeli na krovu. Zlezimo na razbitino. Proti kajuti gre. Saj tam ni nikogar. Čemu potem žival laja? Ostal bom v čovnu. Dik, zleziva do kajute. Poglejte, nekdo leži na tleh. Je več negibnih teles, vidim. Zamorci so. Vendar niso mrtvi. Še dihajo. Prinesite jih na našo ladjo, hitro, pomoč potrebujejo. Živi so! Kaj pa se je zgodilo z njimi? Nam bodo že povedali, ko se opomorejo. Najprej pa jim dajmo piti malo vode. Kolik kuža je bil na razbitini? Kaj pa mu je? Zakaj tako divje laje? Zagledal je ladijskega kuharja. Negoro. Čudno. To je pa zares čudno. Razpnite jadra. Krmar Bolton, prevzemi krmilo. No, kako je z brodolomci? So si že opomogli? Čas je, da se pogovorim z njimi. Krepki možje so. Hitro so si opomogli. Jaz sem kapitan te ladje. Vesel sem, da ste živi. Jaz sem Tom, najstarejši. To je moj sin, to pa so Austin, Acteon in Herkul. Kaj se je zgodilo z vašo ladjo? V našo ladjo je trčila druga ladja. Zgodilo se je po noči. Spali smo. In kje je posadka? Ko smo prišli na krov, ni bilo nikogar več. In ladja, ki se je zaletela v vas, je odplula? Ja, Odkot pa ste vi pluli? iz Avstralije, iz Melbourna. Torej, ste svobodni možje? Mislil sem že, da so vas hoteli prodati. V Afriki ponekod še vedno cveti trgovina s sužnji. Iz države Pensilvanije smo. Svobodni ameriški državljani. 3 leta smo delali v Južni Avstraliji in smo se vračali z zaslužkom domov. Kaj ste po trčenju ostali sami na ladji? Rešilni čolni so bili zdrobljeni. In pes je bil ves čas z vami. Je bil last kapitana. Kapitan ga je pred 2 letoma našel ob zahodni afriški obali. Poglejte, na ovratnici ima vrezani črki SV. Pa res. Gotovo je to kratica imena njegovega prvega lastnika. Klicali smo ga Dingo. Zakaj
Zakaj pa tako divje laja, kadar zagleda našega ladijskega kuharja, Negoro? Negoro? Ali poznate tega psa? Kako naj ga poznam? Ne poznam ga. Skini pas! Se lahko z njim igram? Samo pazi, da te ne ugrizne. Moram reči, da pes Dingo ni izpolnil mojih pričakovanj. Hočete reči, da imate raje mrčes kot tako lepega psa? Upal sem, da bom svojo zbirko lahko obogatil z redkim primerkom. Menda niste pričakovali, da boste dinga uvrstili med insekte. Slišal sem, da so dinga našli ob afriški obali. Tom je to zgodbo slišal od kapitana ladje Valdek. No, vidite. Upal sem, da pes nosi s seboj kak primerek afriških insektov. Sveta nebesa, dragi In bratrane. morda kakšno bolho nove vrste. Slišiš, Dingo? Slišiš? Zaman sem brskal po kožuhu. No, Jack, čas bi bil, da malo ponoviva abecedo. Pa se bo potem lahko igral s Herkulem. Z eno roko mi dvigne visoko v zrak. Če ne boste preveč norela, ampak najprej sestavi nekaj besed. Sestavil bom abecedo sidra. Tu je črka S. Dingo, pridem. Kaj je psu? Vzel je črko S. Neverjetno. In zdaj je vzel črko V. Še enkrat premešaj črke. Spet je izbral črki S, V. Mar nima Dingo na ovratnici napisani črki S, V? Ti dve črki nekaj pomenita. Kako to mislite, kapitan? Leta 1871 se je francoski raziskovalec napotil, da bi prehodil Afriko od vzhoda do zahoda. Ta raziskovalec se je pisal Samuel Vernon. Samuel Vernon. Da, draga gospa. Njegovo ime se začenja s črkama, ki jih ima Dingo na ovratniku. In kaj je bilo s popotnikom? Odpravil se je na pot in izginil brez sledu. Morda pa naš kuhar Negoro pozna skrivnost. Morda pa res. Mislila sem, da bo potovanje dolgočasno, pa se na morju vedno nekaj dogaja. Že 19 dni plovbe imamo za sabo. Jate viharnikov in pingvinov zapuščajo, južni tečaj. Pa tudi Jacku tako prija. Ja, zdravje se mu vrača. Ukrepil se je. In kako odlično se razume z ladijskim vajenčkom. Ja, z Dikom. Vesel sem ga, tega našega fanta. Zelo razumen dečko je. Ja, že od 8. leta je na morju. Mislim, da je rojen pomorščak. Moj mož bo poskrbel, da bo šel v šolo za kapitane. O, gospa Weldon, vesel sem tega. Dik je sposoben dečko. Počakaj. Fanta, malo počakajta. Dik, rada bi te nekaj vprašala. Izvolite, gospa Weldon. Opazila sem v morski vodi nekakšne alge. Ja, baba, sej morje rdečka sto kot juha. Morje so obarvali drobni lupinarji. Ribiči jim pravijo kitova hrana. Saj so tako drobni, da bi jih lahko imenovali žuželke. Bratranec Benedikt, pridite. Natančneje se ukvarjam le s šestironožci. Ne pozabite tega. Vidite, gospa Weldon, kadar kitolovci zagledamo v morju plast teh lupinarjev, Aha. vemo, da je treba pripraviti ostve in vrvi. A se amerikanski kiti radijo s tako drobnimi biti. Fant moj, narava je pripravila kitom slastno juho. Velikan odpre svoj gobec in pojedina kar sama steče v želodec. Veš, Jack, gospod Kit ne izgublja časa s tem, da bi vsakega lupinarja posebej olupil. Veš, takemu orjaškemu sladkosnedežu se najlaže približamo
ko je sredi pojedine. Kit, levo spredaj! Kit! Kakšne 4 milje je oddaljen od nas. A je kit grbavec? Kaj pa, če bi bila žibarta? Poglejte, kako divje brizga vodne žure. To je žibarta. To je ogromna. Ja, vsaj 22 metrov. Ducata takih kitov pa bi bila naša ladja polna. Seveda. Letos smo imeli zelo slab lov. Lov na take velikanske zverine je zelo nevaren. Žibarta ima strašansko moč v letu. Ujemite tega kita, da bo videl, kakšen je. O, rad bi imel kita, dečko. Rad, zakaj pa ne? Dobro, fantje, dajmo, pripravimo čovn! Ostve ne pozabi, ostve! Lov na takega velikana je samo za pogumne može in dobre harpunarje! Gremo! Tik, ti pa ostaneš na krovu, dokler se ne vrnemo. 4 mornarji bodo veslali. Hovik, ti boš pri krmilu. Razumem, kapitan. Zdaj možje, spustite čovn v morje. Tu sta 2 ostvi pa 2 dolgi kopji in še viteljsko nopci. Kar v čovn z opremo. Dobro. Vreme je lepo. Dik, karkoli bi se zgodilo, ne spuščaj čovna v morje in ne zapuščaj ladje. Bodite brez skrbi, kapitan. Dik, zdaj si ti prvi častnik na ladji. Dobro srečo vam želim, kapitan. Hvala, gospa Veldenova. Če bomo ujeli tega velikana, računam na ves tom in na vaše može, da bodo pomagali pri razkosavanju. Seveda bomo pomagali. Včasih je na hrbtih teh velikih sesalcev mogoče najti prav čudne žuželke. Ko bomo žibarto privezali k boku pilgrima, jo boste lahko entomologizirali po mili volji. Ti pa, Dik, pazi na ladjo. Z enim očesom bom pazil na ladjo, z drugim pa na vaš čovn. Dingo, ti pa zalajaj za srečni ulov. Daj. Počne mi ga z repom. Slabo znamenje. Slabo. Možje, previdno moramo biti. Veter piha proti nam. Pazite, da nas žival ne opazi. Smo že blizu. Veslajte čisto tiho. Kit se masti z ribjo juho. Možje, veslajte počasneje. Zdi se mi, da je velikan nekaj začutil. Tiho, tiho. Pripravil sem ostve. Vse je v redu. Približaj se mu. Čudno, se kar miruje. No sej, ni mogoče, da bi spaka spala. Veslajte proč! Ima ob sebi mladiča. Ja. Pazite! Potopil se je precej globoko. Dviga se na površje! Pazi, Hovik! Vrgu bom še nos! Žival ni ranjena! Ja, vleče nas od ladje preč. Konopec dovolj dolg! Počasi, počakajmo, da se žival utrudi. Konopec se še kar odvija! Vidite, vrv ni več tako napeta. Zverina nas je odvlekla proč od ladje! Pazite, kit se je dvignil. Bliže, bliže! Če zgrešimo, da žival lahko napade. Ja, zadetek! Pazite, na mestu se vrti! Hovik, obrni čovn, proč od živali. Napada! Pazite, črpate vodo iz čovna. Hovik, Hovik na levo. Robil je krmilo veslo! Drugo veslo. Je že tu! Dajte mladič. Pazi, Hovik, napada nas. Pazite, pazite, napada nas. Hovik.
Molimo. Morje se je pordečilo. Kdo ve, če je kdo preživel? Samo razbitine čovna plavajo. Žival je udarjala z repom, dokler ni razbila čovna. Dingo je vedel, kaj se bo zgodilo. Pametna žival. Slutila je nesrečo. Ostali smo sami sredi širnega oceana. Dik, sedaj si ti kapitan ladje Pilgrim. Da, v Južno Ameriko moramo. Tam je najbližje kopno. 15-letni kapitan. Sedaj je kapitan ladje Dick Sand. Zapomnite si, tudi vi ne, Goro. Ja. Kapitan Hal in 5 hrabrih mož posadke je ostalo zavedno v globinah oceana. Na ladji pa so bili poleg Dicka še gospa Weldon s sinčkom Jackom, 5 zamorcev, brodolomcev z razbitine, na katero so naleteli med potovanjem, bratranec gospe Weldon, Benedikt, ladijski kuhar Negoro, stara zamorka Nan ter pes Dingo. Dick je pokazal brodolomcem, ki so se že odomačili, kako ne ravnajo z jadri. Sam pa je prevzel krmilo. In ladjo so dokaj ugodni vetrovi gnali proti južni ameriški obali. Dick, izčrpan si videti. Odpočiti se moraš. Izgleda, da bo vihar, gospa Weldon. Pojdite z Jackom v kabino. Trgala se je vrv z merilcem hitrosti. Čudno, tudi kompas v kabini je onesposobljen. Rad bi pomagal kapitanu Dicku. Vihar narašča. Hej, Tom, spustite jadra! Pohitite! Zapisati moramo v ladijski dnevnik. Že 2 tedna divja vihar. Danes smo 9. marca. Kopnega ni videti. Danes smo 10. marca. Vihar še divja. Barometer kar naprej pada. Marec. Barometer se še ni pričel dvigati. Veter je utrgal jadro na prednjem jamboru. Austin je ranjen. Jambor na kljunu ladje je poškodovan. Veter premetava našo ladjo kot lupinico. Nemočni smo. Marec. Še vedno ne vidimo obale. Gotovo je nekaj narobe s kompasom. Zemlja! Zemlja na obzorju! Končno! Končno! Kje smo? Mislim, po vsej verjetnosti je to velikonočni otok. Torej smo blizu ameriške obale. Verjetno, gospa Weldon. Zdi se mi, da vihar pojenjuje. Končno se je pričel barometer dvigati. Toda pojdite nazaj v kabino, dokler se neurje ne umiri. Končno se je morje umirilo. Plujemo proti ameriški obali, upam, kajti kompas je zagotovo pokvarjen. Danes je 6. april. Zemlja! Zemlja! Končno bomo pristali.
gospa Weldon, Jack, Benedikt in Nan, nateknite si rešilne pasove. Na prednji krov spravite 10 sodčkov s kitovim oljem. Ladjo bom usmeril v zaliv med čeri. Izpraznite sodčke z oljem. Nasedli smo. Drugače ni šlo. Jack, pazi, da ne padeš v morje. Rešeni smo! Ladje na kopno, čim hitreje. Hvala Bogu. Rešeni smo. Južno Ameriko sem si predstavljal nekoliko drugače. Le kam nas je zaneslo? Saj ne more biti drugega kot Amerika. Bi videl kolibrije. Šele nekaj ur smo na kopnem. Tla se še kar zibljajo. Še nekaj časa bo trajalo, da se bom privadila na trdna tla. Mama, poglej, ptice se me prav nič ne bojijo. Čudno. Lahko se jim čisto približamo. To pomeni, da jih ljudje še niso preganjali. Slišal sem, da so južni Američani gostoljubni in prijazni. Kdo ve, ali je v bližini kakšno naselje? Ob obalah Peruja so naselja posejana precej na gosto. Morda pa sploh nismo v Južni Ameriki. Srečo smo imeli, da smo ostali živi. Ostali pa smo brez ladje. Res, da je ladja nasedla, ampak drugače ni bilo mogoče pristati. Vem, da si storil, kar je bilo v tvoji moči, da si nas pripeljal do kopnega. Hvala ti. Bomo že ugotovili, kje smo. Bil sem pri razbitini. Ladjo so valovi povsem uničili. Še pravi čas smo rešili puške in nože. Tudi hrane imamo dovolj. Čudno, da na ladji nismo našli denarja. Nekdo nas je prehitel. Dingo se ves čas čudno obnaša. Kot izgubljen bega sem in tja. Zdi se mi, da išče sled. Kaj pa je z našim kuharjem? Negoro. Razgleduje se okoli. Naj počne, kar hoče. Kje je Jack? Tudi vaš bratranec, gospod Benedikt, se je nekam izgubil. Moji prijatelji se vračajo od razbitine. Še Jacka in gospoda Benedikta moramo najti. Jack! Jack! Jack, kje si? Mama, sem pridite. Poglejmo, kaj je našel Jack. Poglejte, kaj sem našel. Pravo vitrino. Ne tekaj naokoli sam in ne raziskuj. Ostati moramo skupaj. V votlini bomo na varnem. Gospod Benedikt, kje ste bili? Tudi vi ostanite raje z nami. Nobenega posebnega primerka južnoameriških žuželk nisem našel. Jutri moramo raziskati okolico. Pa ne, da se bomo ločili. Vi, gospa Weldonova, Jack, gospod Benedikt in Nan boste ostali pri votlini. S Tomom si bova ogledala okolico. Kaj pa vi, gospod Negora? Premisliti moram. Jutri greva s Tomom na oglede. Dinga vzameva seboj. V bližini teče potok, tako imamo dovolj pitne vode. Zakuril bom ogenj pred vhodom v votlino. Tudi stražo moramo postaviti. Dingo teče proti reki. Nekoga je opazil. Res, ni podoben Negoru. Negoro nas je zapustil. Le kam je šel? Možje, pripravite orožje. Morda je domačin. Pozdravljeni, pozdravljeni, prijatelji. Pozdravljeni. Najbrž ste Anglezi. Američani smo, iz Severne Amerike. Naj se vam predstavim. Harris. Tudi jaz sem iz Amerike. Iz Južne Karoline. Doživeli smo brodolom.
Ne vemo natančno, kje smo pristali. Zadeli ste ob bolivijsko obalo. Torej, Južna Amerika. Kaj niste vedeli? Ostali smo brez opreme za navigacijo. Če potrebujete pomoč, sem vam na voljo. Najlepša hvala. Res bomo potrebovali vašo pomoč, da pridemo od tod. Naj se vam predstavim. Moje ime je Weldon, gospa Weldon. In to je moj sinček Jack in bratranec Benedikt. Vidim, da vas spremljajo črni sužnji. V Združenih državah nimamo več suženjstva. Seveda. So potem ti možje in stara zamorka v vaši službi? Da in ne. V mirni in gostoljubni deželi ste se znašli. Kje pa bomo lahko najeli ladjo, da nas odpelje v San Francisco? Ta del obale je zelo slabo naseljen. Peljem vas lahko po kopnem, v San Felice. Leži San Felice ob obali? To je velika kmetija, 200 mil od tod, v notranjosti dežele. Ne zdi se mi pametno, da gremo proč od obale. Kaj ni poti ob obali? Na Haciendi si lahko preskrbite prevozno sredstvo, s katerim boste nadaljevali pot. Tam si boste tudi odpočili. Nerad grem v notranjost dežele, proč od obale. Poznam bližnico. Imamo dovolj hrane? Še nekaj bi vas vprašal, gospod Harris. Prosim. Ste morda koga srečali? Pogrešamo našega kuharja, Negoro. Ne, nikogar nisem srečal. Pripravimo se za pot. Mornarji so mi pripovedovali, da je Južna Amerika dežela, kjer primanjkuje vode. Pravo pampo boste našli onkraj Andov. Mi smo pa dneve in dneve hodili skozi bujen gos. Ta planota je nekaj posebnega, tudi za Južno Ameriko. Vsi ti potočki, ki tečejo skozi gos. Zlivajo se v reko, ki teče proti obali. Kakšni sadeži pa rastejo na tem čudnem drevesu? Joj, Jack, ne jej tega sadja. Nič hudega ne bo, gospa Weldon. Okusni so. To je mangovo drevo. Sadeži so ravno dozoreli. Bojim se, da je za Jacka to potovanje prenaporno. Sadje ga bo okrepilo. Dik mi je obljubil, da bom videl kavčukovo drevo. Okoli plantaže, kamor gremo, jih je ogromno. Dolgo pot imamo že za sabo. Ko bi le kmalu prispeli do plantaže. Še nekaj dni bo trajalo. Skrbi me za Jacka. Neodporen je. Toliko je tu vlage. Bojim se, da ne bi dobil mrzlice. Domačini pridobivajo zdravilo zoper malarijo iz lubja kininovca. Kakšno pa je to drevo? Ta drevesa je težko najti. Imajo velike liste in rdeče, dišeče cvetove. Ko boste zagledali kininovec, gospod Harris, mi ga prosim pokažite. Z veseljem, gospa, pa ne skrbite. Na plantaži imajo dovolj zdravila zoper mrzlico. Dik mi je povedal, da v Južni Ameriki živijo kolibri. Kaj je? To je bil Benedikt. Končno sem odkril veliko odkritje. Prvi sem odkril. Kaj si odkril? Dvokrilca, slavnega dvokrilca, draga sestrična. Prvi na svetu. Samo da ni strupena ta muha. Lahko bi nam že povedali, kakšno muho ste odkrili. Ta muha, ki jo držim v rokah, ta muha je cece. Cece? To je sloveči dvokrilec, ki ga v Ameriki še niso odkrili. Ja, seveda, voda in močvirje. Tu ni še nihče raziskoval pred vami. Prvi sem. Prvi na svetu. Večeri se. Kaj, ko bi se utaborili? Kar pod mangovim drevesom ostanimo. Poglejte, kako košate veje ima. Pa papige domujejo na njem. Škoda, Benedikt, da ne proučujete papig. Bomo zakurili ogenj. Ne, ni potrebno. O ja, ogenj pa že moramo zakuriti. Saj nas ne bodo napadli indijanci. Divje živali se bojijo ognja. Domačini pravijo, da je ta pokrajina podobna raju na zemlji. Kje so tukaj zagotovo kače? Kač pa ni.
Kaj pa revi? Šele v jesenceni. Morda pa žive tudi tigri. Mama ti bo povedala, da v Ameriki tigri niso nikoli živeli. To bo držalo. Najbolje bi bilo, da se odpravimo spat. Pred nami je spet naporen dan. Herkul, ti straži. Midva s Tomom si bova ogledala okolico. Nekdo se potika v bližini. Da ni Negora. Dingo, pridi. Herkul, daj mi puško. Tom, pridi. Greva. Orožje morava imeti pripravljeno. Dingo je nekoga začutil. Ostaniva na stezi. Zemlja je čisto steptana. Kot da bi po njej divjali sloni. V Ameriki ni slonov. Poslušaj. Se mi je sanjalo? Ne bi rekel, da je bil privid. Zdaj ni nobenega dvoma več. Haris je navadni lažnivec in goljuf. Lev! Lev! To ni ameriška, ampak je afriška obala. Negorovo maslo. Zato se je na ladji ves čas sukal okoli kompasa. Ves čas smo pluli v napačni smeri. Verjetno je bil Negoro živ v Afriki. In Dingo ga res pozna. Dinga so našli ob afriški obali. Čim prej se morava vrniti v tabor. Poglej, debla so okrvavljena. In ti kosi železnih verig v grmovju. Kaj pomenijo ti polomljeni jarmi? Te jarme poznam. V mladosti sem jih videl. Afrika! Ekvatorialna Afrika! Še vedno trgujejo s sužnji. Haris nas je namenoma odpeljal od obale proč. Haris je trgovec sužnji. Dik, pripravi puško. Haris! Haris! Kje je? Goljuf! Lažnivec! Haris je izginil. Tudi svojega konja je odpeljal. Haris, stari prijatelj, zakaj nisi pri brodolomcih? Komaj sem odnesel pete Negoro. Kaj se je zgodilo? Sprva so mi verjeli, da so v Atakamski pustini v Boliviji. Spraševali so za vsako drevo. Mati je želela najti kininovec. Paglavca so zanimali kavčukovci in kolibriji. Trapasti bratranec je brskal za žuželkami. Bil je nor od veselja, ko ga je pičila muha CC. Kapitanček Tik in zamorec Tom sta odšla v gost. Gotovo sta odkrila ostanke jarmu in verik. Ko je zarjavil šelev, sem pobral šila in kopita. Morava jih spraviti globlje v notranjost dežele. Sedaj to ne bo tako lahko. Kako cvetijo posli našemu gospodarju Alvezu, trgovcu sužnji? Kupcev za naše blago nam še ni zmanjkalo. Toda težave nam delajo tako Portugalci kot Angleži. Sužnje lahko pošiljamo z ladjami v španske kolonije samo še z juga Angole. Alves zamenjuje svoje blago za slonovo kost in sužnje, ki jih pošilja v Gornji Egipt in do Mozambiške obale. Zdi se mi, da hočejo Angleži končati trgovino s sužnji. Pošiljajo misionarje in neke raziskovalce. Tudi znani Livingstone se je odločil, da bo raziskal Angolo. Veš kaj? Zamorce, ki potujejo z gospod Weldon, bom prodal kot sužnje. Pravi korenjaki so, vajeni so dela. Poslušaj, je bilo na ladji kaj denarja? Nekaj $100. Za brodolomce boš dobil mnogo več. Ko bodo zaslutili nevarnost, se bodo skušali vrniti do izliva reke v morje. Še sanja se jim ne, da na koanci tabori karavana s sužnji, ki jo vodja Rabec ibn Hamis. Ta karavana bo gotovo krenila proti Kazondeju. In naši ptički z njo. Greva! Dingo! Zdaj poračunam z njim! Prav ljubite, ne, ta pes.
Stari računi, Haris. Najbrž si ga zadev. Greva. Diku Sandu se je posvetilo. Afrika. Strašna ekvatorialna Afrika. Negoro je poskrbel, da instrumenti na ladji Pilgrim niso delovali in da je ladjo odneslo do afriške obale. Lažnivi Haris jih je odpeljal proč od obale. Zagotovo se Negoro in Haris poznata. Toma in njegove tovariše hočeta prodati kot sužnje. Da bo tudi z njim Negoro skušal poravnati račune, mu je bilo tudi jasno. Toda nisi znal pojasniti, kaj želi Negoro storiti z gospo Weldon in z malim Jackom. Da, sedaj mi je jasno. Da smo v deželi, kjer še cveti trgovina s sužnji. In kjer te lahko vsak hip raztrgajo divje zveri. Zaenkrat še molčiva o tem. Prav. Rekla bova, da nas je Haris odpeljal predaleč. Najti moramo reko, ki teče do obale in zgraditi splav. Na splavu se bomo lažje branili. In tudi hitreje potovali. Reka teče od gorovja proti morju. Tam nekje bo razbitina naše ladje. Upam. Tukaj sta. Gospoda Harisa še vedno ni? Pobegnil je. Dogovorjen je bil s kuharjem Negoro. Imata peklinski načrt. Sta nas hotela oropati? Vrniti se moramo nemudoma k obali. Upala sem, da bo Jack na haciendi dobil zdravilo. Na morski obali se mu bo zdravje gotovo popravilo. Konja je tudi odpeljal. Jack je tako izčrpan. Dajte mi ga, jaz ga bom nosil. Kje pa je Dingo? Če je živ, nas bo že našel. Gremo, čim hitreje se da. Tom, ti pridi na čelo kolone. Zelo zanimivo. Koliko dragocenih dreves je tukaj. Rad bi videl kavčukovo drevo. Še malo počakaj. Glej. Iz te palme izdelujejo dragoceno olje in tudi bombaževci so tu. Vlakna pridobivajo iz njih. Zakaj ob vodi ni koribrijev? Vsak hip jih lahko zagledamo. Glej, tudi kopalova drevesa so tu. Iz njihovih debel teče dragocena smola. Poglejte, nekdo je hodil pred nami. Sledovi so jasno vidni. Da bi se približeval vihar. Pred nevihto moramo priti do bližnjega grišča. Poglejte, pred nami je nekakšno taborišče. Počakajte, gledal si ga bom. Kaj pa je? Tabor je pred nami. Pridite! Hišice narejene iz blata. Taborišče je zapuščeno. Mravljišča so. Mravljišča? Visoka 4 metre. V takih zgradbah prebivajo bojeviti termiti. Odstopiti nam bodo morali malo prostora. Mravlje nas lahko požrejo, toda počakajte. Bil sem prepričan, da termiti žive samo v Afriki. Trenutno graditeljev zgradb ni doma. Tako prijazne živalce. Drugače bi jih morali vreči na cesto. Oglodale bi nas do kosti. Zgradbe so mogočne kot egiptovske piramide. Mravlje lahko naredijo tako veliko mesto. Tako je. Spravimo se noter. Čakajte, da malo zvečam vhod v zgradbe.
traja nekaj tednov. Vsaj na suhem smo. Pa trdno streho imamo nad glavo. Kaj pa zrak, ga je dovolj? Bratranec Benedikt bi nam lahko kaj povedal o termitih. Zgradbe so naredili bojeviti termiti. Stene so obložene z rdečo zemljo. Pripadniki drugih zvrsti termitov uporabljajo sivo in črno zemljo. Vseeno, kateri vrsti so pripadali. Izgleda, da so v naglici zapustili bivališča. Res je. Pri delu uporabljajo gumo in rastlinski sok. Obloge na stenah se še niso osušile. Kaj to pomeni? Žuželke običajno slutijo nevarnost. Kaj so slutile, da bomo mi udarili v njihova bivališča? Herkul, tebe so se zbale, tebe. Šle so še preden so me zagledale. Morda nam bo že jutri jasno, kakšna nevarnost so zaslutile žuželke. Kar naprej prekinjate bratranca Benedikta. Še kaj naj nam pove o termitih? Saj ni mogoče, da sem prvi človek na svetu, ki je odkril, da bojeviti termiti živijo v Južni Ameriki. Kje so jih še odkrili? Samo na afriškem kontinentu. In če pomislim, da sem prvi človek na svetu, ki je v Južni Ameriki odkril muho cece. Kje so doslej poznali muho cece? Samo v Afriki. O, Bog! Poskusimo malo zaspati. Nevihta je vse močnejša. Legal bom blizu vhoda in stražil. Vi pa se odpočite, če se lahko. Tom, Herkul, zbudite se! Kaj je? Voda je v termitnjaku. Gotovo smo blizu reke. Tako vroče je. Pojdimo ven. Voda se je dvignila nad višino vhodne odprtine. Potopil se bom in pogledal. A je vhod prost? Z blatom. Zamašen. Vhoda v termitnjak ni več. Termiti so zaslutili, da se bliža poplava. Bolj pametni so od nas. Jack. Saj so termitnjaki visoki najmanj 4 metre. Zvrtal bom luknjico za zrak, malo pod vrhom termitnjaka. Tako, zraka nam ne bo zmanjkalo. Vrh termitnjaka ni pod vodo. Hvala Bogu. Odbil bom vrh stolpca. Pomagaj mi, Herkul. Zamenjajva se. Daj mi svojo sekiro, večja je. Počakajta, nekaj slišim. Pogledal bom ven. Obkoljeni smo, v bližini taborišča. Ravnina je poplavljena. V čolnih so oboroženi domačini. Pridite ven! Kaj hočete, pustite nas! Ne primite dečka! In belo ženo! Pustite Jacka! Jack! Jack! In moža s škatlo! Vse v prvi čol! Jack! Kar uklenite jih! Zavorcu v drugi čol! In fanta, ki je streljal tudi! Vičajte vsakega, ki se premakne! Herkul je pobegnil. Pošastna karavana
z ujetimi sužnji je na poti v notranjost Afrike. Ujetniki so vklenjeni po 2 in 2 v jarme, da sploh ne morejo obračati glave. V koloni je 800 sužnjev, od katerih jih bo prišlo na cilj v Kazonde komaj polovica. Dick Sand pod nadzorstvom stražarja lahko hodi svobodno v koloni. Kje so gospa Weldon in mali Jack ter bratranec Benedikt? Deževno vreme otežuje pot. Pogosto morajo počivati ali pa čakati, da dež preneha padati. Dick piše dnevnik. Od 25. do 27. aprila. Prišli smo do vasi, ki je obdana z ograjo iz trsja. Na poljih pridelujejo koruzo, sirek in podzemeljske orehe. Stražarji so ujeli 2 zamorca. 15 vaščanov so pobili. 28. april. Dežuje. Tla so razmočena, hoja težavna. Po noči rjovi levi in leopardi. Kmalu bo konec deževne dobe. Pričetek afriške zime. Steza, po kateri hodimo, je krvava. Ljudje imajo ranjene noge. Komaj se premik. Pretepeni so s pičem. Tišo! Kaj čakata? Au! Ne bom še enkrat rekel, ne čakajta! Molčati morava. Stoj! Stoj! Streljam! Kaj je to? Nekdo je skušal pobegniti. Nisi mu posrečilo. Škoda. Tiho si. Stražar naj jo spet gleda. Hočeta, da tudi vaju še malo prasnem, a? Od 1. do 6. maja. Hodimo po kotanjah zalitih z vodo. Bredemo vodo do pasu. Na kožo se prisesava na stotine pijavk. Noči so polne groze. Krokodili napadajo in kogar zgrabijo, mu ni pomoči. 7. in 8. maj. Našel sem Toma in tovariše. Hvala Bogu, živi so. Stare nanj nisem našel. Upam, da so gospod Weldon in Jacka prepeljali v Kazonde po manj naporni poti. Spet krokodili, kar mrgoli jih. Kaj misliš, Akteon? Bomo sploh prišli do konca poti? Prijatelj Austin, na take poti umre običajno polovica nesrečnežev. Spreminjamo se v žive okostnjake. Lej, spredaj vidim v koloni našo Nan. Ja, materi pomaga, ki ima 2 otroka. V naročju nosi otročička. To ve, bo zmogla naporno pot, ki je še pred nami. Bojim se, da bo prej omagala. Ubežni! Tukaj nesrečneža beži. Streljajte! Kar naj pobegne, krokodilom žrelo! Zdaj ne bo prišel daleč. Herkulu je uspelo pobegniti. Močan je kot tiger in uren kot jaguar. Srečnež. Gospod s dečkom in bratranca Benedikta so odvlekli po drugi poti. Poglej, Dick Sand je v karavani. Ni uklenjen. Mislim, da se nama skuša približati. Kaj, ne bomo uspela. Ves čas ga spremlja stražar. Stražar, glede se beli mornar ne bo srečal s svojimi prijatelji. Lahko ga uklenem. Ni potrebno, saj je še otrok.
10. maj. Hodimo skozi goreče vasi. Po drevesih visi trupla. Polja so opustošena. Kaj pa je to? Neka žival se plazi. Dingo, dragi prijatelj, daj da te pobožam. Si res ti? Si ranjen? Nekaj imaš zataknjeno za ovratnico. Pisence. Sporočilo si mi prinesel. Le kdo je poslal pismo? Ko se zdani ga bom prečital. Sedaj pa pojdi, previdno. Pazi, da te kdo ne opazi. Skri se. Kaj piše? Gospa Weldon in mali Jack sta pred nami. Nosijo ju v kitandi. Spremljata ju Haris in Negora. Z njimi je tudi bratranec Benedikt. Dingo je bil obstreljen. Ne izgubite upanja. Živi so, živi! Kitanda je nosilnica, ki jo nosita dva moža. Kaj nameravajo z njima? Od 11. do 24. maja. Zapuščajo me moči. Pot, po kateri hodimo, je posejana s trupli. Stražarji so s sekerami pobili 20 ujetnikov. Tudi uboga Nan je bila med njimi. (26. maj). Prispeli v Kazonde, prestolnico kralja Moani Lunge. Njegova prva žena je kraljica Moane. Najbližji kraljev prijatelj je trgovec s sužnji Antonio Alves. Sužnje peljejo! Svobodni možje smo, ameriški državljani. To sta Tom in Bat. Dobil sem sporočilo od Herkula. Naši prijatelji so živi. Nan je umrla na poti. Pogum! Jenki, neč govoriti s prijatelji. Upajmo, da nas prodajo istemu gospodarju. Prijatelj Alves, tukaj smo. Dobri, močni sužnji, mnogo denarja. Dobro smo delali, tudi Negoro. Dobro blago nam je priskrbel. Glej. Diksent je tudi tu. Lažnivi Haris, kaj se je zgodilo z gospo Weldon? Uboga mati, kako naj bi preživela tako dolgo pot? Mrtva! In njen otrok? Ubogi deček, zbolel je na poti. Jack mrtev! Ti si kriv! Ti si tudi morilec! Kaj hočeš? Daj mi mir! Umri! Na! Prekleto! Držite ga, dajte ga! Ubili našega prijatelja! Vsega ni škoda Harisa, toda pogrešali ga bomo. Kapitanček je nevaren, nepredvidljiv. Odpeljite ga, umrl bo strašne smrti. Njega ne bomo prodali. Prodajte pa njegove prijatelje. Kralj prihaja! Živel kralj! Živel kralj! Živel moj neljubno! Živel veliki vladar! Dobrodošel na Kazonskem trgu. Čast in slava velikemu vladarju. Nižni služabnik vašega veličanstva. Nižni služabnik Negoro se klanja največjemu med vladarji. Žel sem. Kralj dobi delež od vseh kupčij. Daj mi
Pijače. Dobra kupčija se obi. Pijače. Želi veličanstvo. Prijatelj Alves, naj mi daš ganja. Za vsako kapljico ognjene vode mu bom dal... Kapljico krvi belega kapitančka. Usmrtite belca! Kapitanček je ubil enega od Alvesovih ljudi. Pošljimo ga s svajcem. Razsekali ga bodo na koščke. A svajci še niso pozabili, kakšen okus ima človeško meso. Ubil je našega prijatelja Harrisa. Tu mora umreti. Kjerkoli hočeš. Kapljo ognjene vode za kapljo krvi. Prižgimo punč. Jose Antonio Alves je naredil punč za kralja Moani Lungo. Poskusil bom ognjeno vodo. Zažgal se je! Ognjena voda je zažgala kralja! Zaprt sem v umazani baraki. Umreti bom moral v strašnih mukah. Toda čemu naj še živim, če sta gospa Weldon in Jack mrtva? Kazonskemu kralju se je vnelo drobovje prepojeno z alkoholom. Oblast je prevzela kraljica Moana. Kralja bodo pokopali po običajih dežele. Kje je smrkavec? Pogovoril se bom z njim. Stari računik, ne? Spoštovani Dick Sand, štejem si v dolžnost, da še enkrat pozdravim svojega kapitana. Učiš? Ne poznaš več svojega nekdanjega kuharja? Lahko mi razložiš, kako to, da smo pluli v Ameriko, znašli pa smo se v Afriki? Še kar molčiš? Danes sem jaz kapitan. Dobro me poslušaj. Na dnu reke boš počival. Skupaj s kazonskim kraljem. Tudi njegove mrtve žene se vama bodo pridružile. Malo te bodo še mučili, potem bodo podrli jez, ki zadržuje tone vode, in voda bo preplavila vaša trupla. Tam boš ostal zavedno, privezan na kol. Ne bojim se smrti. Herkul je pa všel. Poslušaj svojo smrtno pesem. Živala kraljica Moana! Velike kraljeve žene! Odpeljite jih do žrtvenih kamnov. Privežite belega ujetnika h kolu. Še 50 suženj naj spremlja kralja v večno življenje. Potrite jez! Potrite jez! Weldon, sami ste tukaj z Jackom in bratrancem Benediktom. Kaj nameravate z nami? Uganite. S kakšno pravico nas zadržujete?
Kaj mislite, da sem vas za šalo pripeljal v Afriko? Vsaj Herkul vam je všel. Ste prepričani, da lahko kdo sam preživi v divjini? Kje so naši prijatelji z ladje? Toma in njegove prijatelje smo prodali za sužnje. Tudi staro Nan? Nan je umrla na poti. In Dik? Dika Senda ni več. Mrtev. O, bo. Bil je pravično kaznovan. Ubil je Harisa. Ostali smo torej samo mi trije. Vi, spoštovana gospa, in vaš otrok, in prismuknjenec, ki lovi muhe. Pustite nas. Lahko vas dobro prodam kot sužnjo. Toda poznam človeka, ki bo za vas plačal vsako ceno. Kdo je ta človek? Ta človek je James Weldon, vaš mož. Napisali mi boste pismo. Nesel ga bom v San Francisco. Naj plača, če vas hoče še kdaj videti. Pa ne odlašajte in naj bo odkupnina čim večja. Jack, vaš sin, je v mojih rokah, ne pozabite. Mami, tukaj sem. Lahko bi se izgubil. Lovila sva insekte s stricom Benediktom. Sedaj lovi insekte. In težko jih najdem. Vzeli so mu čara. Le kaj mu je? Šestironožec, povsem nove vrste, še ne odkrit. Ne smem je zmečkati. Počasi, da te ujamem, počakaj, ne smem je izgubiti. Joj, čez ograjo, ne. Za teboj pojdem. Skozi to odprtino. Grmičev je izginila. Počakaj, kje naj te najdem v gozdu? Izginila je. Nehvaležni šestironožec. V svoji zbirki sem ti namenil častno mesto. Izginila je. Izginila. Ne moram te ujeti. Le kam si se skrila? Kaj? Tiho, pojdi z menoj. Gospa Weldon me čaka. In moja zbirka. Tiho. Poplavil polja, soletino bo poplavila voda, otroci nam bodo pomrli od lakote, bogovi so se razsrdili na tujce, bela gospa in njen sinček sta kriva, da dežuje. Rešil bom letino, razgnal oblake. Stori, kar je potrebno. Moram vam pljuniti v obraz. Stori, kar je potrebno. Ministrom bom vrgal v obraz kravje blato. Zato pa sem poklicala najslavnejšega čarovnika. Prišel je iz daljnih krajev. Sloveči Nanga. Rešil bom letino, razgnal oblake. Nebo se je razjasnilo, naj živi čudodelni! Otroka je zgrabil, Manga je zgrabil belo ženo, drži belo ženo in otroka. Manga teče v gost, izginil je.
v gozdu! Spet svoboden. Herkul nas je rešil. Tudi čoln je priskrbel. Tu smo. Gospa Weldon in Jack, ki jo je Herkul preoblečen v čarovnika odpeljal iz Kazondeja. Bratranca Benedikta je že prej skril. Mene pa je rešil, ko je voda zalila strugo, ko so domačini podrli jez. Ne moram verjeti. Se ne moram verjeti. Herkul, kako sem ti hvaležen. Močan si kot tiger. Lev je močnejši kot tiger. Potem si močan kot rev. Naš rešitelj si. Glejte, Dingo. Dingo, kje si pa bil? Vidite, kako je vesel. Priplaval je za nami. Benedikt, mirujte, da ne padete v vodo. Ampak žuželka mi je ušla. Gotovo boste našli kakšno zanimivejšo. Sem že našel. Pajka šestironožca, ki ga pred menoj ni še nihče odkril. Pajki 6 nog. Pajki imajo 8 nog. Ampak jaz sem našel primerek, ki ima 6 nog. Kako zanimivo. Poglejte, vas domorodcev. Kolibe so kar na koleh. Kaj, če so ljudožrci? Mreže vlečejo. Lovijo ribe. Da nas ne bi opazili. Pst, tiho. Se vam ne zdi, da je vedno več vlage v zraku? Slišim šum morja. Daleč smo še od morja. Morda se približujemo večji reki. Tok postaja vse hitrejši. Ko bi vsaj prišli do morja. K bregu! Zaveslajmo k bregu! To, kar slišimo, je slab. Hitro, hitro! Da nas ne potegne v globino. Pot bomo nadaljevali peš. Čoln bomo pustili kar tukaj. Krasno. Proučeval bom žuželke v pragozdu. Kaj pa, če živi tudi ljudožarska plemena? Dingo, kaj ti je? Tako čudno se obnaša. Kot bi našel sled. Za njim! Poglejte, zapuščena na pol podrta koča. Morda kdo prebiva v njej? Prazna je. Je Dingo, kaj ti je? Človeške kosti. Kaj pa, če je bil to Dingov gospodar? Poglejte. V. Črki, ki jo ima Dingo na ovratnici. In to na deblu. V. Kaj pa ta škatlica na tleh? Tu nekaj piše. Umorjen, okraden od vodnika Negora. 3. decembra 1871. 120 milj od obale. Dingo, k meni! Vernon. Kuhar Negoro je morilec. Ubil je Vernona, mu ukradel denar in pobegnil. Dostojno moramo pokopati ostanke gospoda Vernona. Dingo! Dingo! Poglejte, Negoro nam je sledil. Dingo ga je ves čas čutil. Vedel je, da nam sledi. Zgrabil ga je za vrat. Mrtev je, ta zločinac. Dingo, kaj ti je?
Mama, Dingo krvavi. Zabodel ga je z nožem, predno mu je zlomil tilnik. Mama, pomagaj. Pobedi ga. Dingo, ne umri. Ne joči, Jack. Dinga bomo pokopali z njegovim pravim gospodarjem. Bogi Dingo. Pokopali smo Vernona in Dinga. Kmalu potem so nas napadli prebivalci koliščarske vasi. Prestrelil sem krmilno veslo njihovega čolna, tako da jih je zaneslo v slapove. 2 dni pozneje smo srečali karavano portugalskih trgovcev. Z njimi smo 11. avgusta prispeli v Embomo, odkud smo s parnikom odpotovali proti Severni Ameriki. Toma, Bata, Ostina in Akteona so prodali na Madagaskar, kjer pa so kmalu zatem odpravili suženjstvo. Tako so naši zamorski prijatelji nekega dne potrkali na vrata gospoda Weldona v Ameriki. Zaposlil jih je in postali so odlični mornarji. Samo bratranec Benedikt je ostal razočaran. Ko je pod povečevalnim steklom raziskal edinstveni primerek šesteronožca, je ugotovil, da ima pred seboj navadnega pajka, ki mu manjkata 2 nogi. Jaz, Dick Sand, sem z 18 leti končal šolo za pomorščake in prevzel poveljstvo na ladji Jamesa Weldona.